Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci. Namenjena je dodatni argumentaciji v zvezi z ravnanjem dr. Brgleza kot predsednika Državnega zbora, ki je pač očitno kršil ustavna načela in zakon, in hkrati tudi napoved našega nadaljnjega ravnanja. Poleg tistega, o katerem ste vsi obveščeni in ki bo na dnevnem redu jutrišnje seje, seveda. Torej, dr. Brglez, kot veste, je storil precedens, ki mu ni para v 25 letih samostojne Slovenije. Skušnjave te vrste so bile tudi pri prejšnjih predsednikih, vendar so se vsi znali tovrstnim skušnjavam upreti. Žal, dr. Brglez tega ni storil in, kot veste, je zavrnil dvakrat zbiranje podpisov za zahtevo za referendum v zvezi z več zakoni. In sicer kljub temu, da je sam, to posebej poudarjam, v dopisu predlagateljem oziroma pobudnikom zapisal, da izpolnjuje ta pobudi oziroma vse pobude, vse formalne zahteve, ki jih daje zakon. To se pravi, da je priloženo zadostno število podpisov, da gre za ustrezno vprašanje, za skratka vse formalne pogoje, ki so predpisane. Vzel pa si je pravico in je sodil o vsebini. Te pravice predsednik Državnega zbora nikakor nima in je ne more imeti. On bi bil dolžan ravnati po zakonu. Zakon pa je kristalno jasen, da je v primeru, če se izpolnjujejo vsi formalni pogoji, potrebno razpisati rok za zbiranje podpisov. Če gre za drugačne probleme, pa kot veste, zakon o referendumu in ljudski iniciativi tudi tu popolnoma jasen, potem lahko odloči, kadar ima za to seveda ustrezno podlago, Državni zbor, da referenduma ne napiše in s tem napoti pobudnike na Ustavno sodišče. Kaj je torej storil dr. Brglez? Kršil je več ustavnih načel. Jaz se iskreno zelo čudim ustavnim pravnikom, ki so to gladko spregledali. Prvi je, da je vzel možnost učinkovitega pravnega sredstva. Ne samo pobudnikom, pazite, ampak tudi vsem potencialnim podpisnikom zahteve in tudi vsem volivkam in volivcem. Kajti kakšno je zdaj pravno stanje? Če bi prepustil dr. Brglez odločitev Državnemu zboru, če je res menil, da je nekaj narobe, potem bi obstajalo učinkovito pravno sredstvo, torej pritožba na Ustavno sodišče, ki mora o tem obravnavati pač zadeve v razumnem roku in čim hitreje. Zdaj pa so ti zakoni šli v objavo. To se pravi, ni mogoče vrniti stvari na izhodiščno točko glede pravnega reda, razen če bi Ustavno sodišče odpravilo vse objavljene zakone za nazaj, kar pa je izjemno malo verjetno. To se pravi, je s svojim ravnanjem dr. Brglez, ker si je pač vzel pravico, ki je po zakonu nima, dovolil, da je povzročil vsem tem ljudem nepopravljivo škodo. Na kaj se on sklicuje? Na izjave enega od sindikalistov. Ta je lahko interpretiral namene samega sindikata, ni pa mogel interpretirati namene vseh podpisnikov, ker te pravice nima, niti ni mogel interpretirati namene vseh potencialnih podpisnikov zahteve za referendum, ki je šele ključna in relevantna. In v tem delu je seveda šlo za očiten poseg na področje človekovih pravic brez zakonite podlage. Torej je dr. Brglez v tem delu očitno kršil ustavno načelo zakonitosti, na kar je od ustavnih pravnikov do zdaj tistih, ki so bili javno pozvani, potrdil samo dr. Pirnat. In zato moram reči, da se vsem ostalim zelo čudim, kajti to je jasno vsakomur, ki ima minimalno znanje iz prava. Ti na področju človekovih pravic nimaš nobene možnosti, nobene pravne pravice posegati, če za to nimaš direktne zakonske osnove. To je temeljno načelo zakonitosti. Potem gremo naprej. Vzel si recimo pravico presojati, ali so nameni z blokade oziroma pač možnosti razveljavitve posameznega
zakona na referendumu skladi z načeli sindikata delavcev migrantov. Še enkrat povem, tudi če je kdo v sindikatu delavcev migrantov govoril kaj v tej smeri, je to interpretiral lahko samo zase oziroma za svoj sindikat, ne pa v imenu 3500 ali več podpisnikov, ki so dali svoj podpis po zakonu. In še manj je seveda to lahko interpretiral v imenu vseh potencialnih podpisnikov zahteve, ki, kot vemo, mora biti najmanj 40 000 in podpisi morajo biti poverjeni. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker v tem primeru gre še za eno očitno kršitev ustavnih načel. Za vprašanje oziroma za kršitev načela zaupanja v pravni red in v zakonitost. Zakaj? Vsak, ki je potencialno razmišljal o tem, vsaj dva zakona sta brez dvoma taka. Vemo, da z enimi so praktično poseglo na področje, kjer je bil ravno referendum, drugi je bil ustavno raztegljiv in do konca neumen. Se veste, da imamo zdaj v zakonodajnem postopku je bilo pač skrpucalo, v katerem se je presojalo o popotnih pogledih in podobne bedarije. Ne? In dva od teh zakonov sta taka. In za ta dva bi zagotovo kdo drug tudi potencialno šel v zbiranje podpisov, ampak se je pač zanašal na to, da živimo v nekem pravnem redu. Na seznanitev, da so bili podpisi že zbrani in veljavno vloženi. In bi zagotovo sodeloval v zbiranju podpisov, overjenih podpisov, dal svoj podpis, če bi imel to priložnost. Zdaj jo pa nima, zaradi tega, ker mu je bila ta odvzeta. Z nekim samovoljnim, nezakonitim ravnanjem, za katerega dr. Brglez ni imel osnove. Vse to je zdaj dr. Brglez torej s tem svojim ravnanjem povzročil. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni, da je omajal temeljno zaupanje v institucije države. To ni samo problem enkratnega ravnanja, to je problem za stalno. In zaradi tega bi dr. Brglez storil najbolje, če bi sprejel enkrat odgovornost. Vemo, da velikokrat je o njej govoril, pa nikoli potem sprejel. Spomnil bi samo očitno protiustavno razrešitev gospoda Janeza Janše, ki mu je bil odvzet poslanski mandat. Takrat sem opozarjal na to, pokazal sodbe ustavnega sodišča, on je izjavil, da bo prevzel osebno odgovornost, če bo tista sodba oziroma sprejeta oziroma da bo pač povrnen mandat. Janezu Janši mandat je bil povrnen, gospod Brglez pa skrbi za vse drugo, samo ne za vprašanje spoštovanja načela odgovornosti, kar je seveda zelo žalostno. No, in ravnanje dr. Brgleza ima še dva vidika. Namreč oba pa sta zapisana v Kazenskem zakoniku. Prvo je kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Kot sem že poudaril, mislim, da je to jasno vsem, je posegel na področje človekovih pravic, brez da bi imel za to zakonito osnovo. To je očitno prisvajanje pristojnosti, ki je v danem primeru kaznivo dejanje. To je očitno. On take pravice nima. In s tem krši načelo demokratične in pravne države. Ravno nasprotno kot tisto, kar sicer sam zagotavlja. S tem pa je seveda storil tudi nevestno ravnanje oziroma nevestno delo v službi. Saj ni storil tistega, kar bi bil po zakonu dolžan storiti. Zakon mu nalaga, če izpolnjuje zahteva oziroma pobuda vse predpisane pogoje, on nima druge možnosti, kot da določi rok. Še enkrat povem, če je pa domnevo, da so še neki drugi elementi, da je nekaj narobe, pa bi lahko pač zadevo dal v presojo Državnemu zboru. Nikoli pa si ne bi smel dovoliti, da je to storil sam. Zakaj ni? Zato, ker je očitno s tem zavestno ubral neko silno nevarno bližnjico. Vsi vemo, da je procedura mati demokracije, kot je že zdavnaj rekel Churchill. Če bi on to prepustil v odločitev Državnemu zboru, potem bi, kot sem že razložil, imeli pobudniki in vsi ostali, ki bi to neposredno zadevali, možnost učinkovitega pravnega varstva. Se pravi, pritožbo na Ustavno sodišče, ki jo po zakonu Ustavno sodišče potem obravnava prednostno.
S tem jim je bila ta možnost odvzeta. S tem pa, ko je poslal to naprej v objavo, je pa povzročil pravno stanje, ki ga je izjemno težko povrniti za nazaj. To bi bilo teoretično možno, še enkrat povem, samo s odločitvijo Ustavnega sodišča, da bi dovolilo zbiranje podpisov in hkrati odpravilo vse objavljene zakone, kar pa je ekstremno hud poseg v pravni red neke države, kajti takrat bodo zakoni zanesljivo že uveljavljeni in bodo sestavni del veljavnega pravnega reda. Svoje ravnanje dr. Brglez seveda prikriva pod krinko preprečevanja zlorabe. Zdaj, kaj sploh je zloraba v nekem demokratičnem postopku, bi se dalo veliko besed reči. Toda v vsakem primeru on ni tisti, ki bi o tem imel zakonito pravico odločati. Predvsem pa ne sprejemati dokončne in izjemno težko popravljive ali sploh nepopravljive odločitve. Zaradi vsega tega je seveda nujno razrešiti dr. Brgleza. Spomnil bi vse v koaliciji in največji vladni stranki, da so vso volilno kampanjo, svojo izvolitev, temeljili na poudarjanju spoštovanja načela zakonitosti, pravnega reda, etike in morale. Ravnanje dr. Brgleza s vsem tem nima prav nič skupnega. Ima pa zelo veliko s kršitvijo ustavnega načela zakonitosti in pa seveda s nevestnim delom v službi in z prisvajanjem pooblastil, torej z zlorabo funkcije. Kolikor dr. Brglez do seje ne bo odstopil, bomo glasovali za njegovo razrešitev. V vsakem primeru pa bomo, predvidoma še danes, o sumih kaznivih dejanj z ustreznimi utemeljitvami obvestili tudi pristojne organe Republike Slovenije, ki naj potem to raziščejo in pričakujemo, da bo svoje o tem rekli.